pa ne more biti hrana tako slaba, da ne moreš niti po grlu dol dobiti. Ne. Noben tega ne dela. Ne. Potem smo pa te olupke odcvrli, da so ratali taki čips. Lepo poselili, pa je prišel tak na gor na koncu. Zahrustljavi element. Pa je za pojesti? Ja. Ne. Nič. Ne. Špukanje v hrano. Jaz ne vem, kje je to prišlo ven. Kdo to dela? Jaz se z ostrim nožem še nisem rezala. Najboljše je, da če imaš teflonske neke ponve ali pa lonce, da ne uporabljaš železnih pripomočkov. Anja, hvala, da si prišla. Ja, z veseljem. Upam, da ti bo v redu. Tebe sem povabil isti dan, ko sem Benjamina povabil. Dejansko. Moja bivša socimrinja, študenta. Soseda, tako. Mislil pa sem, da bi malo predebatirali glede kulinarike, pa kuhinje, kuhanja, faksa kot gostinstvo, v tem smislu, kakoli ti pade na pamet. Pa mogoče malo na začetku vej, kaj je za tebe kulinarika, pa pol pa lahko kar poljubno, kje si začela, kak ti pa še? Mislim, kulinarika je tak ful široki pojem, ne? Ker se kulinarika kot nek pojem spreminja se lahko iz tedna v teden. Zdaj, odvisno iz katerega področja izhajaš, ampak načeloma so trendi res ful različni ne vem, načini priprave hrane, tehnike, okusi, kombinacije, to se iz tedna v teden lahko spreminja, tako da to je, če hočeš biti s trendom skupaj, pol moraš v eno slediti, pa se učiti, pa na izobraževanja hoditi, tako da to je... Nekaj stalnega. Ja, ne, to se ful spreminja iz dneva v dan skoraj. Ja, nice. Drugače, rada doma tudi tako kuhaš? Kdo se je začela tudi ljubezen sploh do kuhanja? Tako. Veš, da si se odločila sploh. Jaz pa je bila, ne vem, tudi poklicno bi kuhala. Ker vem, da srednja šola ni bila v tej smeri. Ne, jaz sem srednjo naredila predšolsko vzgojo. Ampak sem hotela iti tudi v srednjo na gostinsko, ampak so me pa majčkeno, da to ni za mene, pa da me bolj vidijo v vrtcu, ker pač sem kot oseba že taka ful ustvarjalna pa to. Tako da so me majčkeno preobrnili, saj sem uživala v vrtcu, ampak problem je potem, ko dobiš ti stik s starši, te malo mine do dela z otroci in vse skupaj, ker so čezdalje bolj tudi naporni starši in čezdalje več zahtevajo. In me se to ne da. Ne, to je zelo naporno, marsikjer se ne zaveda tega, tako da sem pol raje poslušala samo sebe. Si imela kako izkušnjo s tem? Ja, veliko, Na praksi je bilo tega ogromno. Naprimer, to mi bo vedno ostalo v spominu, ker me je bila tista pika na i, ko sem rekla, ne, jaz tega ne bom delala. Ko sem bila na praksi, pa tam imaš, ne vem, od 20 do 28 otrok, na katere moraš ti paziti. In jih gledati in pač merkati, da so živi in zdravi. Pa pride ena mamica enkrat po otročka, pa me vpraša, zdaj ne vem, koliko je to sporno tukaj govoriti, pač me vpraša, koliko je šel njen, ne vem, kaj je bil, Luka ali Miha, ne vem. Ne imensko ti reči, ne. Reči ne imensko, ne. Rok, recimo. Nek Rok. Pač imela sem enega otročka, ko je prišla po njega mami, pa me je vprašala, koliko ti je v tistem dnevu šel na WC. Pa nisem vedela odgovora, ker imam ipak tam 25 otrok, na katere moram paziti, ne sam na njenega. In ker nisem vedela odgovora, je bilo to konec. Me je začela nadirati tam pred celim vrtcem, pred celo skupino in je bilo vse narobe in in sploh. In sem rekla, da jaz tega ne bom delala. Jaz se ne bom ukvarjala s tem, kolikrat je šel nek na WC, ker je pač zelo nepomembna ta informacija, ne. Ja.
Starši so če dalje bolj takšni, ne, mislim. Če zdaj več zahtevajo, ja. Ja, da, In to je kar. kaj bi lahko tam rekel, posebni, ali zahtevajo stvari, ki so nepomembne. Pa ta nova vzgoja, to je z mojo logiko skregano. Ja, recimo. Ja, to, če to malo tako laično povem, da je vse naprosim. Ne vem, prosim, pej dol iz ceste. Prosim, prosim, ne roke v šteker noter rind, ker te lahko elektrika strese, veš to. Jaz nisem bila tako vzgojena, pa mislim, da mi nič ne manjka. Ja. Kakor tok, pa tudi ne morem jaz. V tistem trenutku, ko ti vidiš, ne vem, da otrok leta na cesto, pa se avto pele, boš zakrčal ali pa ne vem, ga potegnil ali pa neki, ne? Ne bo časa za prosim, ne? Ja, ne, ampak to... Miško moj, prosim, ne. Ja, ampak to, če gledamo šolsko, s tem otroku povzročiš travme, ker si pozdvignil glas, ker si nekaj na hitro odreagiral in to mu lahko take posledice res pusti. A ja, to je kao mišljeno. Ne, to je dejansko, to smo se učili. A ja. Da če na otroka pozdigneš glas, imaš nek hiter gib ali pa nekaj, kar ne pričakuje, mu lahko dejansko povzročiš travme, neke posledice, ki bojo lahko vplivali v nadaljem življenju. Samo če zdaj tako jaz razmišljam, tebi jaz mogo biti že mrtev. Ja, ja. Traumatiziran, ne? Ja, po vsej verjetnosti si, veš. A sem? Dobro, samo jaz ne vem, čem se odraža. Ja, ful, jaz opažam, da hočejo biti starši, mogoče prijatelji z otroci, ne pa starši. Ja. Čez dalje bolj se, da otroka, oziroma ali se ti spraviš na njegov nivo, ali pa otroka spravljaš na svoj nivo. Ja. Probam pa biti ful pazljiv, ker ne vem jaz, ko prije neko malo dete, veš, to je moje, ne? Kakšni bom jaz do tega? Samo, tega tako ful, zdaj, ko je rekla, da starš na svoj nivo otroka spravlja, ne? Zdaj, če gledam, kako se otroki obnašajo do, recimo, učiteljev v osnovni šoli, grozno, ne? Veš, dobesedno so mali že pametni, tak fejst kot profesor, učitelj, ne? Ja, tukaj se v srednji šoli dogajalo, se zdaj že v osnovni šoli dogaja, ne? Ja. Mislim, zdaj v srednji šoli se več ne tepejo, ne? Vsaj, ko sem jaz bil, sploh ni bilo nekaj prepirov, ampak to se v osnovni šoli dogajalo. Aha, srednji mislim, ja. Vse se mi zdi, da malo prej se začne dogajati. Pa, ja, to po mojem tudi starši vplivajo. To je prinesla ta nova permisivna vzgoja. Ja. Kaj je permisivna vzgoja? To je to. Vse naprosim, vse na lepo, vse razložiti otroku, zakaj je nekaj tako, zakaj se česa ne sme. Samo jaz mislim, ker se to še vedno, ta vzgoja bolj kot ne v mestih. Na vasi niti ni toliko fejst, kaj misliš? Ja. Zdaj vasi, zdaj, če si jaz... Veš, tako je tu zdaj ena velika nedela. Ja. Po mojem še ni to tak fejst. Jaz sem kar opazil razliko, ko sem šel v srednjo šolo, Maribor. Ja, kako se že obnašajo sošolci, ne? Pa vse ni to zdaj nič slabega. Mogoče so ki bili malo v spredju kot jaz, ampak sem pa opazil razlike, ne? Da... Pač njim je bilo okej, da si pač po šoli šel domov, pa si pač ležal, pa to, mislim, jaz sem po šoli takoj nekaj mogel delati, ne. Ker nisem bil, jaz ko sem bil doma, nisem bil vajen, mislim, mama me ni pustila v postelji ležati. Ja. Večer se gre v posteljo, ne. Ja. In to mi je bilo tudi zanimivo, pa tudi v dijaškem domu sem dosta tega videl, da različni ljudje skupaj pridejo, pa vidiš razlike, ne. Kaj je dobro, kaj je slabo. Samo v dijaškem tudi ni muzika, so zdaj z mesta, ne. Ja, ne, se pravim, ampak se videl razlike. Ja, po moje ta način življenja, ki ga je že od malega navajen, se pol ful naprej prenese, ne. Torej v srednjo šolo oziroma pol faks. Če si ti že od malega navajen, da je treba po šoli nekaj narediti, pa ne vem, iti ven, na vrt, na njivo, v štalo, ne vem, nekaj, ti pol to pride v krvo, ne veš. Ti je malo čudno pa ležati celo popoldne, pa... Škoda dneva, ne. Biti neproduktiven, ne. Ja, tako, ja. Ja, res je. To je ful odvisno, iz kakšnega okolja. Ampak dobro, mogoče tisti, ki so pač šli spat po šoli, so večer bili dosti duže gor, ne. Ja. Pa veš, eni so pač produktivni večer, pa takrat delajo, ne, in programirajo, če jih to pač zanima, zdaj dam primer, ne. Ker nam zdaj vseh... Popluvalo. Ja. Ja. Ni vse slabo. Isti koš metali, ne. Ne, vse rabimo, vsako vrsto ljudi. Aha. In pol si se ti odločila, da to mogoče
ni. Ne, jaz sem takrat vedela, da jaz to nočem v življenju. Vsi otroki so ti pa simpatični. Ja, jaz sem tako rada otroke. Ja, tako rada delam z otroci, ker so taki iskreni, pa taki sončki so res fajni. Če si grd, ti roke si grd, ne? Ja, res so izgredni, ja. Samo to pa mi ni všeč, ne? Lahko pa mi govoriš, da sem lep, ne? Pol kako to, da si se pa za gostinstvo lepo odločila? Zdaj, to je malo karakterja pri meni, da ko mi nekdo reče, da nekaj ne bo šlo, oziroma naj pač pustim, ker tak ali tak ne bo ratala, sem jaz karakter, da to porabim glih kontra. Motivacijo? Tako, da jaz to... Da če vidiš leta tu, imam napisano, oh yes I can, ne? To glih zaradi tega, da pokažem, da lahko. Pač vse se da, sam želeci moraš dati. Aha, da ti motivacijo ti dodajo, če ti reče, jaz mislim, da ti to ne boš mogla. Ja. Kaj pa bil razlog za... Kaj je bilo tisto, da si ti rekli? Ko smo se vpisovali na fakse, na primer, pa smo hodili do te socialne delavke, je meni socialna delavka na primer rekla, da naj pustim to gostinstvo in turizem, ker nimam nobenega predznanja, to ne bo rad, ali bom zapravila čas sama sebi in mogoče profesorjem, oziroma kdorkoli se bo z menoj ukvarjal. V srednji šoli to? Ja. Pa ko smo se vpisovali, pa ko sem hotela začeti pisati višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, mi je vzela tak list, pa je bila tak, ne tega napisati. Je rekla brez veze, pač je rekla, zapravila si boš čas, ne si tega pisati. Ja. Pa se ona tebi hotela pomagati, ne? Predstavljam si. Ja, sem jo hotela dobro. Ja. Je bila dobra oseba, je nimam kaj proti njej, res je v redu. Ampak mogoče to, na ziher. Ja, ne. Zakaj ne bi šla na ziher, ker imam predznanja v predšolskem, zakaj ne bi šla še na fakso? Samo, koliko vem, je v predšolski fejs težko dobiti službo trenutno, ha? Ja. Tako ni glih ziher pot, ne? Kadra ne manjka. Ogromno je predšolskih. Pa tudi predšolska je že samo specializirano oziroma usmerjeno na neki javni sistem, ni gospodarstva, ne. In vseeno kot kuharica pa ti lahko greš oboje, ne. Imaš ful veliki spekter, ja. Če že tako gledaš. Ja. Samo ona je tebi hotela pomagati, ne. Ja, se vem, da je. Ja. Ampak to so bile neke njene sanje, ker tudi ona mene vedela kot vzgojiteljica, ker mi je šlo dobro načeloma, ampak to niso bile moje sanje. Ja. Tako da, tukaj smo šle mečke nasproti si. Ampak svoga čas, da si šla vseeno pol se vpisala. Ja, zato je rekla, da ne bom uspela, ne. Pa nikoli ni prepozno, ne, spremeniti smeri. To je res. Kako pa bolj bilo? Počitnice so minile? Naporno. Prvo leto je bilo naporno na faksu. Ja. Jaz sem prišla čisto novo okolje, z novimi ljudmi, v novo smer, v novo mesto. Nobenega nisem poznala, tako da je bilo kar naporno, ampak se mi zdi, da sem se lepo vklopila noter. Kako je bilo? Oni so imeli kaj predznanja v kuhanje, predvidevam? Vse načeloma na koncu smo pogruntali, da sem jaz na koncu njih učila kakšna stvar. Zanimivo. Ali pa če je bilo, ne vem, imeli smo pri kuharstvu, ne vem, filiranje ribe. Pa so prišli vsi iz srednje gostinske, pa niso tega znali. Jaz sem znala kot vzgojiteljica, ampak jaz sem se to doma naučila, ker pač me je zanimalo in sem si odprla video, se naučila in pač sem znala, oni pa ne. Čeprav so prišli iz srednje gostinske, ne. Filiranje ribe. Ja. Pa to je tehnika, ki... Daš na fileja, ne, jo razrežeš. Mislim, ja, filiranje ribe pomeni, da jo razrežeš, kosti ven, da dejansko ostane samo meso pa koža. Kaj razumem. Doma si pa rada ful kuhala, si predstavljam. Ja, jaz sem skozi kuhala doma. Kaj pa recimo pecivo ali kaj? Vse. Začela sem s sladicami, jaz na primer kuham že od svojega, ne vem, 6. 7. leta. Jaz sem si prvo torto zares spekla za 9 let. Torto, tako da je stala. 9 let, 6, 3, 4 razred, ne? Ja. Wow. Ja, tako da pač dejansko že od malega sem ful se videla v tem. Začela sem s sladicami, pa me je pa čez zdaj bolj začeli tudi v drugo kuhno, malo širše vleči. Si samo raziskovala doma potem? Ja. S tem, da bereš knjige, gledaš članke,
Mislim, se ve, kak je to študiranje, ne? Kaj pa recimo ti si na faksi, kak je ta faks sestavljen, gostinstvo, ker verjamem, da ni to nek običajni bolonski sistem. Ne, mislim, fajn je, da veš vsaj približno, kaj te zanima. V prvem letniku si je sicer to bolj eno in isti program, v drugem letniku se bolj ti razdeliš, ali si bolj strežba, ali si bolj turizem, si bolj turist, ali si kuhna. Tako da tam imaš malo večjo možnost se razporediti, v kjer klan te vleče. Imate več prakse? Ali imate tudi kaj teorije? Ali... V vsakem letniku je 400 ur prakse. Zdaj, 400? 400 ur. Imamo tudi šolsko restauracijo, v kateri je obvezna nek del prakse opraviti. Zdaj, če želiš, lahko vseh 400 ur v 5 letnikih narediš, ali pa si najdeš svoje podjetje, v katerem delaš. Tako da sicer praktičnega pouka imamo ful. Je tega veliko. Tudi v kuhinji imamo eno učilnico, ko je 6-7 postaj kuhinjskih, tako če gledamo Masterchef, na primer, takih postaj. In smo res veliko kuhali, pa se učili, je bilo res veliko tega praktičnega pouka. In iz strežbe tudi, tako, ne vem, nošenje platnov, kako prevzeti naročilo, kako dejansko gostu ponuditi neko vino ali pa nekaj. Tako, da od sprejema gosta pa dokler gost ne gre. Do računa. Tako. Pa še ko je račun, še ni konec. Ni še? Ne še. Pospremiš ga do vrat? Tako. Brco vrit. Ja, ful je pomembno to, tudi ko poračunaš, kako potem z gostom se odsloviš, to, da mu ponudiš jakno, da ga mu pomagaš obleči, mu odpreš vrata, ga lepo pozdraviš, povabiš še kdaj nazaj. To je tista pika na i pa na koncu. Kaj pa ste te imeli v teoriji? Toliko. Mislim, tam so te naučili, kako se recimo zdaj riba filira, ti pa spoti na praksi mogla to pokazati. Ja, na primer. Ja. Ne vem, v teoriji smo imeli pa ful veliko, imeli smo tudi predmet pravni predpisi. Kar je pomembno, če se jaz zdaj odločim odpreti nek gostinski obrat, kako dejansko speljati do odprtja, kaj vse moraš imeti glede kakršnega koli papirja, kaj je urejeno, kaj je prijavljeno. To smo imeli tega, to se mi zdi ful pomembna tema, ampak to noben ni maral, mene to ful zanimalo. Ja, ker verjetno razmišljaš, to je že v tudi smeri, ne, da mogoče, bi nekaj svojega odprlo, ne? Ja. Pa praktično, ja, ni to neko golo... Ja, ni to sam, ker moraš znati, ampak dejansko ti lahko enkrat prav pride in je fajn, da veš, ne? Ja. Tako da. Koliko pa vas je bilo vpisanih, recimo, da vem, kako je bilo to? Ker vi ste, zdaj si rekla, tu ste se vsi učili kuhare, tudi kako se... Tako. Kako se postreže, pa pospremi gosta, ne? Ja. Koliko vas je, recimo, če... Nas je veliko, mislim, jih je veliko padlo, oziroma se je izpisalo. Začel nas je prvi letnik... To v Mariboru, samo da povemo. Ja, samo pri nas, v moj razred. Ja, ker mislim, da smo ne povedali, Maribor, gostinska fakulteta, ne? Ja. Tako. Začel nas je 109. Mislim, da v drugi letnik nas je šlo 35. Nekaj tasga. To je kar upad. Ja, končal nas bo 18-19. Nekaj tasga. Tako da ful. Kaj pa misliš, da je razlog za obupa oziroma? Ja, veliko se jih je upisali samo za status. Samo zato, da imajo status. Ampak to naša šola ne podpira, oziroma raj ima manj študentov, pa se na njih zanaša, pa na njih dela, pa na njih res da celo pozornost, kakor da ima številno ful večje razrede, pa so tej. Raj delajo na boljših, pa na kvalitete. Manj, tako. Ja. Pardon. Dobrega smo se zmenili. Z mimiko. Zato bom mogel nešče pozorno gledati, da bom videl, kaj se dogaja v zadnji vse. Zdaj vsi, ki poslušate na Apple podcasti, Spotify, idite na YouTube gledati. Ja. Ok.
Kaj pa glede recimo tekmovanj pa tega, to recimo za prejšnji epizodi smo se ful pogovarjala, ker vseeno jaz vidim to gostinsko šolo kot malo drugače, malo bolj praktično, pa malo bolj osebno se mi zdi, da se bolj prilagodi vsakem kuharju, ni za program strok, ne, ker jedi je milijon. Pa recimo program mentorstva, profesorje, lahko malo o tem. Jaz bom govorila iz vidika kuhne. Pri nas, na primer, imeli smo neke teme, ne vem, pri kuharstvu, ki se jih moramo dotakniti. Ne vem, pa prekmurska kuhna, dolenjska kuhna, štajerska kuhna, smo imeli nekako po regijah, potem smo šli tudi, ne vem, Francijo, Italijo, smo majčken si razdelili, ampak vsaki tej uri je tudi vsak povedal, ne vem, če smo imeli italijansko kuhno, pa je nekdo rekel, da bi rad delal pico. Ok, ni problema, naredi pico, nauči se, ne vem, naredi tisto napolitansko testo, ki pomeni, zdaj to testo načeloma vzhaja oziroma stoji, se fermentira v hladilniku par dni, to lahko traja tudi en teden, da res počasi nastane ta fermentacija, tudi hidracija je ful večja v tem testu. Samo kiba. Vse vem, kar govori. Kar pomeni, ne vem, če imaš ti 80% hidracijo, to je ful pomembno pri testu, ne? Da imaš ti, ne vem, kilo moke, pa od tega je 800 gramov vode. To pride ful tekoče testo, ampak je pol res, ko je to sfermentirano in lepo pečeno, je čist drugo, kakor da bi naredil z kvasom, pa lepo vzhaja pa da opeč, ne? Tako da, na primer, ful smo se majčken vsak svojim željam prilagodili. Zdaj sem ponovadi prevzela sladice, ne, kar smo skuhali, smo si pol vzeli čas, pa lepo pojeli, istočasno smo pa zraven probavali, kakšna vina grejo. Če imaš ti, to je lepo fajn. To se spomnim, ko je včasih šla pa rekla, da ima, ne vem, degustacijo viskijo. Pa je bilo to tako sredo ali pa kdaj, ko je bila zmačkala, zdaj še moram jaz to degustacijo, ne? Ja, res, to so pa v sredo zjutraj nam dali degustacijo viskijev, pa si prišel tam, pa si imel tako 16 različnih viskijev. Sej fajn, ampak ne v sredo zjutraj. Cigare tudi? Ne. To je bilo pa že kičasto. Pa ja, pač to, kar si pri kuharstvu si skuhal, si se pol usedel v strežno učilnico, zraven pa probaval različna vina, si tako tudi vedel, kakšni vrsti hrane pa še katero vino. Da ne boš zraven piščanca dal neko močno, težko rdeče vino, ker se okusi čist razlikujejo, ne. Zdaj, če majčkeno razložim, piščanec je tako nežno meso, ki nima nekih ful arom, pa ful nekih težkih kombinacij ali pa karkoli. Vina so pa tako, rdeča, znajo biti ful aromatizirana, sploh če so neka stara, ki so starana v lesenih sodih, se pa tudi ful poznajo, imajo težke arome, težke neke lastnosti, karakteristike, ki se pol tudi ful stepe z neko nežno hrano in čist povozi in ne moreš zraven neke lahke hrane, da težko vina. To smo pa pri kuharstvu te meje pa te kombinacije iskali. Bili ste ratatouille, ne, izresanke, malo grizno, Ja, na primer, to smo tudi velikrat, ne, mi nobenega recepta, na primer, nismo dobili, si mogel vse ko ratatouille. S feelingom. Tako. Pa ste bolj za vse pojedli? Če je bilo za pojesti, ja. Se je kdaj zgodilo, ker... Ja, velikrat. Sicer... Kaj? Da nešče skuhal nekaj, pa ni bilo za pojesti. Ja. Se zgodi. Ja. Kaj to je res tako hudo slabo, tako, recimo viš pri Masterchefi, da pač oni so tam dobri kuharji in včasih ocenjevalci plunejo vun tisto, kaj on skuhal. Kaj to res tako fejst slabo, ali... Pa ne more biti hrana tako slaba, da ne moreš niti po grlu dobiti. To gre, pretiravajo, ne? Nič ne more biti tako slabo. Ja, to more, da je gledano, da je zanimivo, da bojo vsi... Kako je to tako fejst slabo? Ja, ne, mislim, lahko je, to moraš biti res talent, da narediš tako slabo. Ja, to moraš biti res. Se že zgleda malo, ne? Ja. Doraj, da se surovega mesa stine poje, ne? Ja. To je drugo. Ne, zdaj, okej,
spet odvisno, kjero meso imaš. Ne vem, perutnina, piščančje, Ja, to ne sme biti. To ne Surovo, sme. tle ni medium, well done, pa tega. Pri steakih, na primer, tle imaš mečken več fore, tle. Tu imam eno vprašanje. Ja. Pri recimo tudi hamburgerjih, ne, ko je mleto meso, ko ni Ok. steak meso, ne, ti to lahko prodajaš kot medium, da ni notri zapečeno, ne, ker je še eno krvavo. Jo, Lahko. ni krvavo. Mislim, ni krvavo, ampak steče sok ven, ne. Ja. Ampak vseeno je maličko surovo, lahko rečemo. Ker sem se z mojim šefom na podjetju pogovarjal, da on trdi, ker je gledal en dokumentarec, to meso se pridobi tako, da se zmleje. Torej, vsi toksini, ki so na zunajšnji površini mesa, grejo potem v notranjost. Okay. In zdaj, če ti to spečeš medium, toksini ostanejo notri. Pri steak je kontra. Ti ne zmleješ mesa, torej toksini ostanejo na površini in ko ti spečeš samo zunajni del, se toksini izločijo, jih ni več. Iz tega vidika zdaj, ne. To je zdaj tak. Da te popravim. Tudi ko je, če je steak ali pa meso pečeno medium rare, kar pomeni, da je dokaj rožnato noter, tudi tisti sok, ko ti meso razrežeš, ko se mečken steče tak rdečkasto ven, to ni kri. To je sok mesa. To ni kri. To je prvo. Potem steaki se ponavadi pečejo, govorimo o stopinjih. Če imaš ti medium rare ali več, je vse nad 50 stopinj Celzija, kar pomeni, da se vsi te toksini, vse te bakterije, vse to se izniči in jih ni. Tako da ni tega straha, tudi pri mletem mesu. Tu v notranjosti govoriš. Ja, pač pri steakih tak ni notranjosti, ker je kao na zunajšnje površine, samo ko pa se meso zmleje, pa toksini gre vse na notri. Okay, ja, ampak se izniči, ker tak presežeš 50 stopinj in je mogoče riziko, ampak je zelo majhno riziko. Veš, bil je celi dokumentarec, sem to posnet, veš, ne. Ti si zdaj tu v minuti povedala, oni so 1 uro pa pol tam, halo. Jaz sem slišal, da je boljše, da kao steake ješ zmlete, zato ker je za tvoj želodec lažje prebavljivo, ker je že hrana. Ja, pa se ti prežveči. Ja, well done, ne. Ja. To ne mreš prežveči tega. Kje si to videl? Videl? Ja, da boljše. Prebral. Veš, da mi je to govoril? Če bom se spomnil, bom ti povedal. Okay. Samo mi pa nešče povedal. Zdaj ne vem, ali z kuharske stroke ali ne. Bom se prvo spomniti. Okay. Kaj ne drži? Ne bi rekla. Mogoče, ampak jaz ne bi rekla. Ti to tako veš, da ne vem, ti recimo ok, well done, tako večinoma pogutneš celo, ne. Tako je že z tega vidika ima trebuh več dela, ne, da to prebavi. Ti pa recimo si z žvečenjem že trebuhu pomagaš, ne, torej če ti lahko tisto, ki je medium pečeno, boljše prežvečeš, že tako trebuhu pripomoreš, ne, da ima manj dela. Ba je bi mogel 50-krat prežvečiti preko pogutneš, je to? Nek cca tu. Po moje, ja. Veš kaj, to je ekstremno. Samo veš, to je bolj kot ne tisto, da ti si vzameš čas, da poješ, da ne mečeš sebe, ne. Tako, ja. Po moje je to bolj pomembno, da počasi ješ, ne. Ja. To je ful. Kaj jaz tak sem si štev pa tak 12, 13. Upam, da se to ti zobi čulijo na zvočnik. Kaj pa glede mentorstva oziroma profesorjev, profesorji so tu kuhari. Ja. Oni so stroke, ven. Načeloma, ja. On tebe vode, mislim, kako on tebe uči, ker vsak ima nekaj svoj stil, ne? Ali kako bi rekel? Ja, res je. Zdaj jaz moram reči, da moj profesor tukaj na faksu za kuharstvo je ko moj drugi ata. Res ful. Sva se tako jela in me ima kar pozna ko svoj lasten žep. Ker ve, kdaj rabim brco, pa kdaj rabim, da me pride nadred mal tam, pa kdaj rabim samo, da pride pa me objame, točno. Sma se kar lepo povezala tako. Zdaj njegov stil učenja je pri vsakem študentu drugačen. Mene na primer ful zažene to, da me res pride tam nadred, pa ukregat fejst, pa me da dobim brco, da se zbrihta mal. Eni na primer rabijo sam, da pride, pa jim mečkem pomaga ali pa jim nekaj na nežno, ne.
Tako da je ful odvisno, on zna majčkeno preceniti, kakšen študent si, pa kaj rabiš, pa kaj ti bo pomagal. Zdaj, v gostinstvu, kar se mene tiče, če mene vprašaš, odvisno spet na katerem nivoju ti želiš delati v gostinstvu. Ampak, če se želiš majčkeno bolj resnega gostinstva, rabiš trdo roko, pa rabiš res debelo kožo. In to se lahko začne že na faksu pridobivati ali pa še prej v srednji šoli, ne. Ker moraš biti pripravljen na ful kritik, na pametne goste, in to je fajn, da čim prej začneš dobivati, da čim prej začneš trenirati, ne ignorirati te kritike, ampak jih sprejeti, pa jih mogoče preslišati oziroma jih lažje prebaviti, da ti ne pridejo toliko do živega, ne. Lažje prebaviš to kritiko, kot pa od mamice, te so težke. Ja. To je bilo zdaj še vedno to je mentor oziroma učitelj na faksu. Tako. Zdaj pa delaš že nekje, ne? Ja, sicer uradno sem še v študentskem servisu delam, ampak delam že redno v eni restavraciji v Krškem, 3 lučke. Tudi prej že, ne? Tako, delala sem v prvem letniku, sem delala prakso tam. Tam sem v bistvu začela nekako to svojo željo razvijati pa še. Kako je bilo to, da stopiš v gostilno ven z šole, mislim, kje je razlika? Šolska kuhinja, ker po moje je velika. Ja, ful. Razlikuje se iz restauracije v restauracijo. Koliko je zasedenost, na kakšnem nivoju kuhaš, s kakšnimi tehnikami, sestavinami. Zdaj naša restauracija, če gledamo povprečno slovensko, na dosti visokem nivoju, še zmeraj pa ne to, kar je lahko. Ne, zdaj naše okolje Krško, na primer, ni takšno mesto, da si lahko privoščimo večji nivo, pa ful dražje menije, pa ful več tehnik, ker potem to ljudje ne bojo sprejemali, oziroma nismo v takem okolju, da bi to pasalo noter, ne. Zato je fajn, da ipak nekako poznaš okolje, v katerem delaš. Zdaj razlikuje se med šolsko kuhinjo pa našo kuhinjo to, da ko ti prideš v restauracijo, zdaj odvisno tudi na katerem področju si močen oziroma na katero področje te dajo. Na primer, jaz sem začela na sladicah, pa so mi dokaj hitro zaupali, ne vem, za sestavljanje sladic ali pa... Je to meni za sestavljanje? Tako, meni. Ja. To je že kar velika... Ja. Vloga. Tu si bila prvi letnik, ne? Ja. To govorimo o 20 let. Ja. Pa glede na to, da nisi prej delala v gostinstvu, ne? Ja, pač ker po moje se vidi človeka, če si dejansko želi, sam zato... Ali je tam samo zato, da tako, šolo naredi nekaj, ja. ne? Da prakso podpiše. Tako, točno veš, ali je prišel samo oddelati ure, ali dejansko se učiti tam, ne. To se hitro vidi. Pa tudi jaz sem, po mojem, se marsikomu zamerila, ker sem ful sprašvala, ker me je ful zanimalo. Ampak se načeloma vsak je mogel nekako začeti. Vsak je mogel nekoga spraševati, pa nekomu težiti za informacije, ne. Nekoga mentorja imeti, zdaj pa jaz, hvala Bogu, tam imam dobre mentorje, se z vsemi ful lepo zastopim. Tako da se mi zdi, da... Katera restauracija je to? 3 lučke. Nisem še bil. Ti že bil? Lepo. Tako je na enem takem lepem hribčku nad Krškim, da ko prideš na teraso, se vidi cela Krška kotlina. Pa... Ki je 4-krat manjša. Od Dragšla. Kako pogled za Dragšla. Ja, to je pa res, to pa moram priznati, ja. Se ne, če sploh Krškem že kdaj bija. Jaz sem enkrat imel fuzbal tekmo. Ja, tekmo sem imel, mislim, kaj s košarko. Ja, to. Samo to. Ja, drugo, zdaj, kaj bi... Imate kakve znamenitosti tam? Tako bi si bilo vredno ogledati. Zraven 3 lučk. Ja, imamo gradove, kakve, ne vem, Sevnica je zraven, grad Sevnica, grad Reichenburg, ne vem, če ste čula, je v Brestanici. No, dobro. Pač so neki gradovi, neke galerije, to ja, ampak... Kakve slapovi, kaj bi se dal kopuki, nekaj? Po četrtek ni tako daleč. Ne. Ja. To je dobre pol ure stran. Okay.
Bomo šli pogledat malo. Ja, te lučke. No, kak je bilo to? Prišla si v kuhno, to me snima izkušnja. To je zgodba. Zdaj jaz, da povem, jaz delam v kolektivu polno moških. Jaz edina ženska, ki je v celi restauraciji, mi imamo še hotel zraven, tako da je hotel in restauracija. V celem kolektivu je ena ženska, ki skrbi za čistočo sob. To je to. Pa jaz. Tako da moraš imeti toliko... Še teko debelejšo kožo, kot si že prej rekla. Tako. Toliko več karakterja, pa toliko se ne pustiti totim vam decom, ne. Ste kar tak. So občutne razlike med spoloma v kuhinji? Ja. Slovenija pa nasplošno. Nasplošno ne upam preveč govoriti, ampak se pa vidi razlika. Da ne bodo tvoji sodelavci vse tega poslušali, boš prišla ti nazaj. Lahko, jaz to povem na glas. Bo stric nam bun rezal. Ne, se občuti razlika, sigurno. Mogoče se moram jaz malo več dokazovati kot ženska, kot nek študent. Ne vem, marsikaj se mu bo prej zaupalo kot meni, čeprav bova isto naredila, ne vem, isto stara, iste izkušnje, vse. Se bo mogla veliko več dokazati, da mi bo pa nekdo rekel, ajde, dej, sestav krožnik, pa ga dej ven, naprimer. Kaj pa na področju sladic? Jaz tam mislim, da so samo morti bile ženske bolj priljubljene. Naj bi bile. Zdaj, v naši restauraciji, naprimer, je dobro to, ker je mentor, ki je bil slaščičar, ni gledal na spol, je dejansko gledal na mojo željo, na moje izkušnje, na moje... koliko me zanima in koliko si želim, tako da ni sploh, tam pa res nisem čutila te neke razlike, da sem zdaj pa ženska in pa bom mogoče malo več pod prste gledala ali pa neki tako da on je bil res mentor z veliko začetnico in mi je res veliko hitro zaupal, takoj ko je videl, da neko tehniko obvladam, je bilo kar na hitro lahko to speljal naprej. Pa je tudi odvisno, no, kakšnega mentorja imaš v kuhinji. Ampak načeloma se pa kar opazi ta razlika ženska, moški. In punca pride v kuhno? To so bili pogledi, ne? Res? Ja. Pa tudi, veš kaj je mlad kolektiv, je? Ne? Jaz sem mlada dokaj. Tako da to so bili kar taki pogledi, taki lepi mačo pogledi, jaz rečem. Kolegi. Pa so kakšni taki mladi, ali so dosti starejši samo? Ja, pri nas je povprečna starost, bi rekla, 28. Dobro, to še ni prehudo, ne? Ja. Kaj, koliko si ti stara? Koliko si letni smo? 2-3. Ja. Ne vem, sušef, naprimer, je malo starejši, je na 40, naprimer, ampak je pa tudi, mislim, da v našem kolektivu najstarejši. Šef, naprimer, je 35, ostali so pa pod 30. Tako da smo dokaj mlad kolektiv. Kako so recimo tudi range, šef, sušef, ne vem, ti priješ tja kot vajenec, recimo. Pol, kaj recimo, si kuhar, naslednja opcija? Ja, pri nas imamo tako, da si kuhar, ki te porabijo, kjer te rabijo. Ne vem, se to pozdravi iz kuhinje, hladne predjedi, naprimer samo za sestavljanje. Naslednja stopnička bi jaz rekla, da ti prideš za kuhalni blok, tam skrbiš za vse, kar mora biti toplo, pa toplotno obdelano, torej ne vem, kakršnekoli priloge, stejki, meso. Ja, naslednja stopnička si pa pol šef kuhne. Šef pa ima svojega pomočnika? Tako, ima pa sušefa, zdaj zaenkrat sta pri nas dva, da je pol vsak na eni smeni, ne? Šef sestavlja menije, Tako. Pa nišče drug? Načeloma ne. Vsi pomagajo, tudi, ne vem, vsak kuhar ima neki besede, lahko tudi pri sestavljanju menija, ampak načeloma zadnjo besedo ima pa šef. Šef naredi menije, potlej pa imaš pomočnike, ki pazijo na to, da so, recimo, ne vem, da jedi izgledajo tako morajo, po mojem, jaz tako predstavljam. Ja, ne vem, šef res sestavi jedi, naprimer, on si vzame en mes ali pa koliko rabi,
Naprimer, zdaj, ko se je pripravil za ta teden restauracij, je res kar nekaj tednov prej že začel študirati, pa probavati, pa kombinacije, pa tako, teksture. Ko je imel krožnik sestavljen, ga je v kuhinji predstavil, smo vsake tudi probo, da je vedel, kaj čuti, kaj je point tega krožnika. Pa ja, vsak dobi svojo nalogo, ne vem, če so kakšne komponente, ki se lahko že naprej pripravijo. Če ne, pa ne vem, kakšne gobe ali pa kaj takega, ko je treba pa sproti prepražiti, pa sproti pripraviti, preden gre na krožnik, pa potem tisto, ko je za kuhalnim blokom nalogo, da se to... Pa recimo, če komu ni všeč okus jedi, kdo prvi prevzame krivdo? Šef ali tisti, ki nadzira, ki je zadolžen za to, da kuharji kuhajo tam? Tisti, ki je krožnik pripravil. Torej kuhar. Slaščak oziroma tisti, ki ima sladice prek. Tako, tako. Si velikrat vam poklican za take, ja. Aha, pa te prav pokličajo? Ja, si bila kdaj? Ja, velikrat. Kako je to? Lažje je tako, da te mama od otroka vrtece povabi na razgovor. Ja, ne vem, zdaj lahko, da sem jaz dobila toliko tršo kožo že, da mi ne pride do živega to. Kak je to odnos? Tebi reče šef kuhne, Anja, nešče te rabi ven, kaj tebi gre v glave? Nič, pridem ven pa počakam, da slišim. Pač dejansko, itak, prva misel je, kaj sem zdaj naredila, kaj je bilo to grozno, ali ne vem, kaj sem dala gor, kaj sem pozabila dati gor, ne. Pa si tudi že prišel ven, pa so te začeli hvaliti, ali pa so rekli, ta sladica je bila res top, to je nekaj, kaj še nisem čutil, ali pa nekaj, ne. Takih ful mal, nažalost. To si ti enkrat naredila, si veš, pohvale kuharu, ne. Da smo bili v Celju, ne. Ja, možno. Res? Ja. No, take imamo radi, ne. Da če si res navdušen, ali pa nad stejkom, naprimer, da govorim vajn jezik. Če dobiš ti stejk, s katerim si ful zadovoljen, pa si ti misliš, res si bil sočen, pa ko natakar pride prevzeti krožnik, pa če ti rečeš, če lahko sam pohvale natakarju, da to je veliko vredno. Tako večkrat moramo to delati, če smo zadovoljni, recimo. Ja. Ne samo, da napetnino pustiš natakarju, ki je recimo ni skuhal. Ne vem, kako je to napetnina, se sploh razdeli. Napetnina, ki jo ti daš natakarju, gre samo natakarju ali gre tudi kaj kuharju? Pri nas, ja. To je ful odvisno, kako imajo kolektiv zmeden. Torej, pri vas gre kam? Samo natakarju. Samo natakarju. Tako. Veš, ker včasih ti tudi napetnino daš zaradi, ker ti je bilo dobro, ne? Ja, seveda. Te pa ne veš, kam to je denar prije. Ja. Je tebi dovoljeno reči ti natakarju, da zahtevaš, da si razdelite z kuharom, lahko? Lahko to rečeš, zdaj, če je natakar fair, kar ponovadi so, ker pač ekipa je še zmeraj ekipa, bo poskrbel, da če je bila ta napetnina namenjena kuharju, da bo tudi dobil, ne. Zdaj, pri nas, na primer, imajo pa tako zmenjeno, da vsa napetnina ostane natakarjem, pa si med seboj razdelijo. Nice. Kaj pa glede tega pritiska, ker vem, da so dolgi delovniki lahko. Jaz sem tudi delal v kuhni. Pa mi je bilo veš, zato ker ko si padel notri flow, je čas minil. Ja. Pa sem delal po 16 ur, pa je čas samo šel. Ja. Ker ti si bil on fokus, pa je bil pritisk, ne, od zunaj, ker res je na časovnico, sploh tu, ko pride gost, mislim, da sploh v kulinariki je to, da on ne bo čakal, ne. Veš, to gre vse v tebi minus. Pol pa še ti moraš gledati, da je toplo, da je vse gor, pravi količine, ne? On pa si izmisli, kakoli bo jedel, ne? Ja. Kak je ta pritisk pri vas, sploh, ki je malo višji rang restauracije? Zdaj, vse kakšno komponento imaš lahko vnaprej pripravljeno, kakšne kreme, pireje, kaj tazga, pa se res pol sam pogreje, kot dobiš ti, ne? Od včeraj. Ne, to pa ne, to zdaj pa nas ne dela. To bi lahko bolje povedala, izdala kakšne restauracije, ki to delajo, ne? Oni pa delajo. Ne. Noben tega ne dela. Ne. Zdaj, načeloma pri nas je velike rezervacije, tako da se znamo že vnaprej malo pripraviti, koliko česa dati ven ali pa koliko česa narezati. Imamo pa tudi, mi rečemo, padalce, ko sam pridejo, pa hočejo, ne vem, še izhodno večerjo. Tam mečkem nam podre sistem, ampak če si dobro pripravljen, se tudi to spelje. Pa lahko zavrneš. Lahko, ampak... Tako imidž, ne? Tako. Ja, prije večer. Že to, da ti ne še prije na 6 hodin meni. Ja.
Ti živiš Pri dom. 8, ne, ko imaš že vse spucano na pol, sam čakaš še tisto metlo, da pometeš, pa pomiješ po tleh, pa ti pride, ja, novo naročilo. Jaz sem enkrat prišel tako 5 minut do, ne. Oj, me gleda, jaz ga gledam. Jaz sem lačen, ne. Ajde, bomo ti nekaj naredili, ne. Pa sem rekel, kaj lahko mi naredi kajkoli, kaj vem, kaj je to problem, ne. Ko ima že vse spucano. Samo on je lačen. Jaz sem bil lačen, pa nikaj se ne mogo več nič dobiti, ne. Jaz se načeloma kuhna dela, ne vem, pri nas, naprimer, kuhna dela do 10, 11, oziroma do kdaj gosti so, ne. Samo imamo pa res zelo radi pozne rezervacije, tako da. In kak je ta pritisk, recimo, koliko delovniki niso 8 ur od ponedeljka do petka? Ne vem, kdaj smo nazadnje 8 ur na šihto. Manj si bila, ne? Jaz sem se. Ko bi, ne, veš, kaj bi dala. Mislim, se navadiš, pač se to ni, tudi če delaš 10-12 ur, to ni v eno, da si tam skozi delaš, pa skozi letiš, pa skozi. Pride kakšne, ne vem, 15-20 minut, pol ure vmes, ko imaš fraj, pa si lahko skuhaš kavo, pa greš v zavadi v miru spit. Vsi so te male pauzice, ki te mečke ne regenerirajo, pa greš lahko dalje. Se pa ful vidi razlika, ali delaš ti 8 ur, ali pa zdaj, naprimer, ko bi v teden restauraciji, ko smo vsi delali po 12, 14, 16 ur, ne. Se ful vidi, tudi ko imaš te velike skupine, moraš biti skozi zbran, pa veliko energije ti zna pobrati, ko pride kakšna posebnost, ne vem, brez glutena, brez laktoze, vegan ali pa kaj takega, to moraš na hitro pol najti neko rešitev, pa neko zamenjavo in to ti kar energije pobere. Na koliko časa pa se obnavljajo ti meniji? Na koliko časa jih šef obnovi oziroma posodobi? Pri nas ponovadi se to dela na sezono, torej ne vem, zdaj poleti imaš tudi lažje jedi, da niso tako težke za želodec, pa tako, take osvežine, ne. Jedi, ki jih lahko lokalno pridobiš tudi, ne? Tako, pa tudi sestavine, ne. Oziroma sestavine lokalno pridobiš. Ja, se bolj nanašaš na sezonske, da si nekako s časom povezan, pa tako. Pa to potlej, torej tudi morajo kuharji preučiti, ne? Opet na nove jedi, novi pristopi, načini pečenja, verjetno. Ja. To imate kaj potem učne urice, en teden, zaperete kuhno, se učite, ali imate to potlej potem, ko šihto delate, se še to... Ne, to je med. Vsak sam To je med delom. Med delom. Ja, če se ustvarjajo neke nove jedi, ponovadi ponovadi se to dela dopoldne, ko je pri nas manj gužve, imaš tudi več tega časa, pa več možnosti, da malo probavaš, pa da imaš več pozornosti na novo jed, kakor na rezervacijo, naprimer. Potem tudi, ko se učimo mi od šefa, kako pripraviti ta nov krožnik, nam tudi to kaže v dnevih, kjer je manj gužve, ko je manj rezervacij, v dopoldanskih urah, da si tam, da se naučiš tako, ko mora biti pripraviti jed, da ni pol v tisti gužvi kake panike ali pa da ne pride do česa, kar ni treba. Ne? Kaj pa najraje ješ? Pašto. Pašto, točno. Pašto, kdo to reče? Ok, testenine. Veš, jaz ne vajen. Kako ti rečeš? Jaz rečem špagete. Špagete danes. Vedno. Špageti so To je ena vrsta testenin. To je vse. Ja, samo veš, to mi vse potankuješ. Špageti. Špagete pa si skuhaš pač tiste, ne vem, pužeke ali kaj so. Ja. Veš, kaj bi rad, da še mogoče malo poveš? Vem, da ste bili na tekmovanji, pa vem, da imaš tudi kakšne odlike s tekmovanj. Mogoče, če kaj o tem poveš. Ja, zdaj marca smo bili na tekmovanju Biser Mora, to je na Braču. To je bilo moje prvo tekmovanje, kar se tiče kakršnokoli tekmovanje v kuharstvu. Tako da sem šla dol dejansko brez kakršnihkoli pričakovanj na karkoli, sem dejansko šla zato, da se imam fajn, da nekaj novega vidim, da nekaj novega sprobam, da tudi samo sebe spoznam, kako jaz delam pod stresom, ko imaš ti neko časovno omejitev dejansko, pa prostorsko omejitev, pa omejitev s sestavinami, je ful fajn, da greš na take tekmovanje. Veliko se vidiš, kako delaš.
zdaj to tekmovanje ima različne kategorije, na katere se prijavljaš. Pa si imel, ne vem, priprava piščanca, govedina, sladice, potem ena kategorija je bila chef's table, kjer si ti z nekom v paru iz strežbe pripravil 4-hodni meni in tebe se je ocenjevalo v kuhinji, kakšni so bili krožniki njega, pa potem postrežba, vinska spremljava pa vse to zraven. Tako da jaz sem se prijavila na sladico, rižoto pa ta chef's table, 4-hodni meni. 3. 4-hodni meni. Ja, mislim 3. 3 kategorije, 3 kategorije. Ja. Pa sem za rižoto dobila bron, sladico srebro, chef's table sem imela pa prvo mesto. Aha, čestitam. Hvala. Boš malo povedala, kaj si ki pripravila, kaj me zanima. Kaj si kuhala? Za rižoto sem imela rižoto z masleno bučo pa filejem račke po vrhu. Imaš sliko kako? Ne, zdaj. Aha, ja, imam. Ok, super. Bomo dali not. Masleno bučo? Maslena buča. To je vrsta buče. Aha. Taka maslena, veš. Maslena. Po moje poznaš, taka oranžna je, taka lepa pol dolgovata zavita. Aha, tako hruška? Ja, Aha, ja. okay. Nice. Veš, kera ne. No. Ja. To, potem za chef's table sem si izbrala temo Ajda za Zero Waste, ker jaz ful podpiram način kuhanja Zero Waste. To je fest popularno postaja, ne? Ja, ker jaz sem mišljena, da se vse da porabiti, pa zakaj bi hrano stran metal, če jo lahko nekako predelaš in jo ponovno uporabiš oziroma z drugačno tehniko, ne. Kaj si predelala? Torej, od korenčka, recimo, veš, imaš korenček dobiš, pa tisti krajc, kako se reče slovensko. Konec bek odrežeš. Ja. Kaj, tisto lahko še uporabiš? Kako? Lahko, za kakršnakoli olja, pireje, začimbe. Je, če poznaš tehnike, gre lahko vse v hrano, ker je vse za pojest. Sem če znaš pripraviti. Ja. Dobro. To bomo še potli malo več o tem. Zdaj pa še to, da jedi povej. Ja, za ta meni sem, ne vem, na začetku sem imela čips iz ajdove kaše z zeliščno skuto, potem hladna predjed je bila pečeni stek cvetače z ajdovimi kokicami, granatnim jabolkom, oljem drobnjaka pa nekim pirejem z ajdo. To moraš imeti ideje. Ja, jaz sem si zapravo v glavi predstavljati, pa sem si ne mogla. Samo slika. Bo slika. Imam slike, ja. Potem topla predjed je bila ajdova juha z mislim, da z limoninim želejem pa takim raviolčkom oziroma štrukeljčkom z ajdo pa z neko bučo. Kako boš ti to kuhala vse? To je vsak dan svoje tekmovanje? Ja. Kategorija? Ja. Dobro, okej. Mislim, za ta chef's table 4-hodni meni si ti imel 2 ure. Od začetka pa do konca. Štrukelj, torej moraš z nule narediti, tudi testo? Ja. Ne. Ja. Kaj si? To je Masterchef, Ja. Pa vse se da, veš. Sam, če si želiš dati. Bravo, pa prvo mesto, ne. Te bomo gledali kdaj na Masterchef, je to Ne. želja? Ne. Kamere. Ne toliko kamere, kakor meni je to malo, mislim. Šov, ne? Ja, tam veliko prideš, če znaš narediti šov, pa če znaš semečke, ne vem, pokazati pa malo Da tako. si na strani ljudi tudi, ne? Tako. Po moje, če te ljudi radi gledajo, pa se govorijo, kot je, jaz sem na strani totega, bodo tudi čim duže, Ja, da ja, bodo ja, hteli ja. ohraniti notri, ne? Ti tam bi odzadaj sam mir mi dajte, ja mu to skuham, ne. Veš, Res. ne bi bilo zanimivo, Ne, pa bi ne. bilo vrhunsko, ne. Ja. Moraš imeti nekaj, ki se der ali pa krega, veš, pa preklinja, veš, kaj tisto... Vsaki žrujce vreže. Ja. No to naprimer preklinjanje, to je pri meni moja slaba hiba, naprimer. Aha, je. Ja. Se spoveš, ne. Ja, ne, veš. Lažje ti je pri srcu, se ne druga. To je po moje vseh. Tak, da ti doma nekaj delaš, pa te nekaj jezi. Ja. Ne. Pošleš nekam Ja. zelo globok, pa zelo daleč, Te ne. pa vsekaš, dela. Ja. Veš, predtem pa ni, Na ne. faksi računam. Sem res sem mogel. Jaz to na faksi računam, pa mi ne gre skupaj v kalkulator, what the fuck, preverjam ono, te vidim, da on radi, ja ne stopi.
Jaz mislim kalkulator v kraju. Aha, ja. Je, kaj nimaš Teksasa, ne? Ne zglih. Smo imeli klico, da bom Teksase nabavil. Daj, če boš kupil prek Amazona? Ne, v Ljubljano sem klical enega, ki so z Nemčije, njegov brat vozi, ker so na nekem tekmovanju imeli Teksase in je, ne vem, šolo nabavila in so ostale. Še na mene razmisli, ne, da če boš več imel, kaj količinski morali, kakaj popust, pa to. Veš, vse šolci se te tako zaveno vsi mogli kupiti, ne? Ja, res je. Grafični, ne, kalkulator. Ja. Zero Waste pa Brač. Ja. Aha, glavna jed, ja. Sem imela neke take cvrte ajdove njoke. Potem sem tiste olupke od buče, od tople predjedi porabila tako, da sem jih posušila, pa jih zmlela, da sem dobila tak nek prah oziroma nek posip, pa sem to uporabila, da sem dodala Zero Waste noter. In sem imela kot ajdov še dodatno tehniko, sem naredila tak ajdov žganc, ki sem ga popekla iz obeh strani, pa sem dobila taki disk, oziroma tak ajdov steak. Odkivam jaz ideje. ne predstavljate. Wow. Pa zraven je bil pečen goveji hrbet, pa omaka, taka goveja demiglas se reče, pa popečene kocke maslinne buče. Mislim, da to glavne jedi. Za sladico sem pa imela pri tem 4-hodnem meniju mus iz kremnega sira z takim ragujem karamelizirane hruške. Potem sem iz olupkov hruške naredila tako omakco, da ko si vse skupaj zajel, se je ta omakca pol ven zlila, da je bil neki wow efekt. Šov. Tako. Zraven je bil pa ajdov drobljenec, pa taki hrustki ajdovi. Vsaka čast. To si z nule. Ja. Nič ni Ne. bilo... Samo si imel sestavine, navagano. osnovne sestavine. Lahko si imel navagano. Pa to je isto, imaš tak čas, ti začneš kuhni, te pa se začne čas odštevati 2 uri, recimo. Ti moraš iti bežati si v tvoje sestavine, to je tak Masterchef, recimo. Naj bi bilo, ampak jaz nisem... Vzela čas. Ja. Pač sem Don't vadila rush. prej, sem vedela, kaj moram narediti, kaj moram se prvo lotiti, kaj mi največ časa vzame. Pa sej si pripravljen nekako, pa velike ti moraš reči, se več ko neki narobe narediti ne moreš. Zdaj, ja. Če ti ne gre nekaj fast food narobe, te imaš zadosti verjetno časa. Ne? Ja. Sicer Če ti nekaj- sem pa res delala od Pa- prve minute do zadnje v eno. Ful. Pa ti je torej vse uspelo časovno priti Ja. skozi, ali kje je maličko še bil? Kaj ti Ne, je rajši? načeloma, če bi imela 10 minut več, bi bilo preveč. Aha, zanimivo. Ja. Kaj 5 minut? Ja, Bi si dobro pa došlo. mogoče kaki plating več vzela časa, pa Ja, malo ja, bolj ja. zmerno roko. Pa Ampak tako. dobro, after all si zadovoljna. Ja. Je šlo po načelu. Veš, kaj me zanima? Uporabljate kdaj kečap v kuhinji? Ne. Nikoli. Pa nas ne. Kaj naredite z nekom, ki reče neki meni, malo kečap? Špagete, bolognese, špagete, pa lahko malo kečapa. Mislim, imamo kečap, ampak za naše malce. Za naše, ko si mi kaj ta Kaj jete? To pa je... Ker jaz vem, ker bi enkrat govorila, kaj je. To ni za povedati. Ne, sej. Mislim, včasih so dobre malce. Včasih imamo, ne vem, če ostane kaki stek, ko ga ne moreš prodati, oziroma ga ne moreš gostov več dati, ker po nekih standardih več ne gre skozi. Pa si, ne vem, ga mi prvošmo, ali pa če so to kake pašte, res ratajo, kake rižote, kake enolončnice, vsega sorta imaš. Najraj pa jejo stročji fižol, ali pa fižol z zrno. Ok, to ostane? Kaj? Če to ostane, recimo, to jete? Ponovadi, če je kaj tazga za predelati, porabimo za malce. Ja. To ja. Ne pa zdaj, da kar ostane od krožnikov na A gostu. ne. To ne. Ampak če je kaj tazga... Zero waste. Tako. Ja. Zero waste, sorry. Če je kaj tazga pri pridelavi, ja, ne vem, da imajo na gostovih krožnikih pireto pinamburja, pa če so neki koščki... Kaj imajo?
Pire topinambur. Topinambur je vrsta zelenjave, taka gumalna zelenjava, podobna krompirju. Okay. Zaostaješ. Kaj ti pa veš? Ne, zaostaješ nas z turistično kmetijo, ne? Niste s tekom staviš še časom. Veš, kaj jaz mešam? Beton. Ja, ne. Ampak si prej rekel, ne, veš, da si delo. Ja, delo. Pohano. Moto. Tako da je, če kaj tazga, ko se kaj prideluje, če kaj ostane, pa to za malce uporabimo, ja. Na tak način, ja. Nice. Zanima me, zero waste. Ja. To je tvoja želja za prihodnost, da bi ti to Ja. potem postala znana? Bo način mojega dela. Tudi če pridem jaz kdaj do naziva šef kuhne, moja kuhna bo delala pod načelom zero waste. Pa kaj misliš, da bi to se najbolj prijelo sploh v Sloveniji čist? Moje povsod. Se tega čez dalje več tudi promovira, se čez dalje več ljudi na to nanaša, se trudi delati potem, da je res zero waste, da se hrana ne meče stran. Kako te lahko recimo olupek od krompira porabiš? To sem imela eno jed. Ja? Ja. Z tega? Ja. Spodaj sem imela taki disk kuhan krompirja, potem smo pa te olupke odcvrli, da so ratali taki čips, lepo poselili, pa je prišel tak na gor na koncu. Zahrustljavi element. Pa je za pojesti? Ja. Samo ni bil to oni čist rjavi, veš, mladi krompir ali pa... Ja, to je bil... Navadne? Tako. Zanimivo. Navaden veliki krompir. Ja. Zanimivo. Kako pa ti gledaš recimo... Se da. Ja, če se hoče. Kako pa gledaš recimo na odnos, kako imamo mi zdaj s hrano? Mogoče... Ja. Se izboljšuje. Z vsako sezono, vsakim letom se to izboljšuje, da se ljudje nanašajo na sezonsko hrano, da je kar pridelajo, pojejo, porabijo, oziroma se res ne meče več toliko stran, kakor je bilo tega 5 let nazaj, na primer. Tako da to se izboljšuje, hvala Bogu. Da cenimo to, kar imamo domače. Gre na boljše. Ja. Dobro, nice. Kaj to tudi trendovsko postaja, na primer, ne? Ja. Če pa še ena to... Prvič v zgodovini je, da več ljudi na svetu, več od ljudi umre, zato ker preveč pojejo hrane, ne zato ker imajo premalo, ne, ker smo prej izobili. To sem mislil, da... Vedno več. Tako, recimo to pomeni, umrejo zaradi sladkorne, ker je to vzrok nezdravo prehranjevanje, prekomerno prehranjevanje v tem smislu, ne. Tu še pa imamo kar, ne. Ja. Tak, ne. To ni njena tema zdaj. Ja, saj, samo sem mislil tako. Ne, ampak ja, res je. Koliko je bilo vlaskeno tekmovanje? Da vem malo bračne. Ja, to so bile tudi različne države, to so prišli iz cele Evrope. Francozi so prevladali, veš, mislim... Ni jih bilo toliko? Vem, ampak tako v... Rezultatih? Ja. Uspešnosti. Vem, da v Sladici je bila pred menoj Francozinja. Za ostalo pa mislim, da niso. Ker veš, kao francoske šole, pa to kao prestiž. Ja. Je taka razlika med francoskimi šolami, pa to, kaj tu ti nudijo. Mislim, verjetno dobiš tam ime šole, pa že zato te potle iščejo dosti bolj tote kuhnje prestižne, ampak zdaj pa tako realno. Odvisno je, v kater način kuhne te vleče. Tam te verjetno bolj francoskega učijo, ne? Tu si prej razlagala, da si te predelali prekmursko hrano, gorenjsko, pa to. Tam pa verjetno striktno francosko, ne? Verjetno, ja. So imeli svoje tehnike, pa svoj način pridelave živil, kar je logično, hvala Bogu, da so to taka tekmovanja. Jaz kot nek, ne vem, srednjeevropski kuhar vidim tudi njihovo kuhno, pa njihov način razmišljanja o kulinariki. Tako da je fajn, da še zmeraj, če so taka tekmovanja, pa pridejo na njih, se držijo svojih načel, svojih nekih učenih tehnik. Zato so ta tekmovanja. Pa poznaš koga, ki hodi recimo v Francijo na tečaj kuhanja, šole kuhanja?
Osebno ne. Vem za par kuharjev tako slovensko znanih, ko so bili, ampak osebno pa ne. Še. Ti je želja? Ja, se to boš verjetno. Ja. Kaj recimo? Želite iti tja ali spoznati osebo? Ki... Ne, iti tam, pa se jaz naučiti. Kak je to recimo? To je neki kurs? Ja, nek tečaj? Ja, dejansko dobiš tam tako kot diplomo, naprimer, če zdaj govorim za eno šolo Cordon Bleu v Parizu. Je zelo priznana šola, zelo težka šola, draga šola, ampak tam greš, da se dejansko naučiš, ker si želiš nekaj vedeti. Tako da, če si tam, si daš res vse od sebe, pa se pa veliko naučiš, veliko spoznaš, je tak dober imidž dobiš potem. Ja, pa tudi pač lahko ne narediš šole, ali kako padeš, ali kako bi rekel. Po moje tudi. Ja, ker ni poceni, ne? Ne. Veš mogoče cifre kakve? Točno ne, ampak to govorimo o par tisoč evrih za tiste par mesecev. Ne vem, 6 mesecev govorimo, nisem si pogledala prej, ampak po moje tako 10 do 15. Ja. Par mesecev. Pa da še ti živiš tam nekje? Ne? Ja, pa še stanovanje rabiš. A poti se to povrne, ne? Če Ja, to gledaš, če ti dokončaš, kaj je to? Ja, stopnička, ki je nihče, malo kdo naredi v Sloveniji, verjetno. Tako. Tak, ne. Če pa jo imaš... Pa kuharji, ki to naredijo v Franciji, pridejo nazaj v Slovenijo ali ostanejo v tujini? Kak imaš cilj? Če si želiš to znanje prenesti v svoje okolje, pa nekaj ustvariti tudi, ne vem, slovenskim ponudnikom to ponuditi, pa pokazati Sloveniji, da se da tudi na drugačne načine hrano predelovati polja. Pa ostaneš v Sloveniji, pa delaš, ne vem, z domačimi sestavinami, s tujimi tehnikami, ne? To nekako povežeš, pa najdeš harmonijo lepo. Torej, če ima šef recimo narejeno šolo v Franciji, za Cordon Bleu, ali kaj si rekla? To podli tudi pri Michelinovih zvezdicah, kaj igra večjo vlogo, ali se to nič ne gleda? Ali se samo ocenjuje okus, izgled, meni, sestavljen meni? Načeloma, tudi brez te šole lahko dobiš marsikakšno nagrado, zvezdico. Ena nagrada je tudi kuharske kape, na primer, tudi brez tega se da. To je slovenska nagrada, ja. Prav. Ja. Kako imate kape? 3 kape največ, 5 največ, ali kak je to? Mislim, da so 3 kape največ. Imate vi kako kapico? Ne. Ne, še. Pa... Diplomo še moraš napisati, ne? Tega se ješ posvetila. Pa bo. Ja. Tako da cilj je iti. Ja. Še imaš kakšen drugi cilj v prihodnosti? Vem, da pečeš torte. Ja, zaenkrat pečem torte po naročilu, sicer malo tak, ne. Ampak vsak posel se tak začne, ne. Tako da, mogoče enkrat. Se kje oglašuješ oziroma objavljaš svoj material? Na Instagramu imam svoje izdelke, ja. Ok, super, bomo malo podelili. Jaz followam. Ampak samo, mislim, zdaj nešča tu s Prlekija, ne naroči nekako. Temu, da je stroška naredil, ne. Pol bo prišlo enkrat dražji zaradi prevoza. Ja. Če imaš kako vprašanje? Ja, jaz imam umitih malo tako v kuhinji. To me fez zanima. Ok, to bo zanima. Teflonske ponve, to pred nekaj dnevi sem bil na enem izobraževanju nevarnih snovi. In sem tam slišal teflonske plošče, da kdaj se to začne luščiti, je to fejst nevarno oziroma škodljivo zdravju. Zdaj mi malo ti več povej, kako pride do tega, da se začne to luščiti, zaradi tega, ker to lahko ti raniš tisto, ko z vilico žeh, veš, hrdaš, ne? Tako načneš to, ne? Ne smeš, ne? Moraš ali s plastično ali pa z leseno. Tako najboljše je, da če imaš teflonske neke ponve ali pa lonce, da ne uporabljaš železnih pripomočkov, ker zelo hitro se lahko rani. Ful je fajn, če imaš teflonsko ponov, hitro se pa rani in pol je, tako ko praviš, škodljivo za zdravje. Uporabljate teflonske? Ja. Ampak oni ne hrdajo, ne. Veš, marsikdo ne ve, da je to škodljivo sploh. Ja. To je fejst zaskrbljujoče, ne. Ja, pa cvrtje recimo z oljnim oljem, olivnim, oljčnim, ne vem, kak je prav slovenska. Oboje, ok.
vem, da tudi z njim ne smeš cvreti, ne, ker ne vem, neka, kaj je dimna meja. No, to pa je mit. To je mit, resno? To pa je mit. Zdaj, olivno olje samo po sebi ni škodljivo, tudi če presežeš neko določeno temperaturo. Edino, kar je mogoče nevarno, je ekstra deviško oljčno olje, ampak če je 100% ekstra deviško oljčno olje. Zdaj, če greš ti v trgovino, pa čeprav piše gor ekstra deviško oljčno olje, je še zmer ok. Še zmer lahko cvreš z njem, zato ker neke čudne standardi so. Tudi če imaš ti samo 1% ekstra deviškega oljčnega olja v tistem navadnem, lahko poimenuješ, da je to ekstra deviško oljčno olje. Čeprav je samo 1% tega olja. Česa je ekstra deviško oljčno olje? To je samo razlika v pridelavi olja. Kako je olje pridelano iz... Je pa oljč z oljk. Tako. Ja. Samo razlika je v navadnim oljčnim oljem ali pa ekstra deviškim, da neka pridelavi to. Ker jaz sem to slišal, da mi je nešče rekel, ne si peči jajc v olivnem olju, ne, pa se rečem, čakaj zdaj malo, zakaj se ne bi pekel, če gledaš Italijane, oni vse delajo s olivnim oljem, ne. Oni tudi, veš, isto pečejo s olivnim oljem, vse, zakaj bi to zdaj bilo. Ja, to je zdaj nek tota dimna raven, pa če se to segreje, ni dobro, ne, ni zdravo, škodljivo. Ne, to je mit, lahko. Ok, super, hvala. Sem je prav. Samo ona se da zdaj prepoznala, kaj vem, kaj posluša podcaste, ne. A res? Ja. Tako je shoutout, pozdrav. Lahko z olivnim oljem, ja. Pa čakaj, še ena je taka. Aha, dilema. Plastične rezilne plošče, ali kako se to reče? Deske, ja. Ali lesene. Kaj je boljše? Ker zdaj, če ti, kaj sem jaz tako malo gledal, če ti rezaš na plastičnih, se čez čas plastika obrabi in nastane mikroplastika, ki je potem ti pridobiš hrano. Pri lesenih pa je problem kao to, da je manj higiensko, težje jo očistiš. Samo jaz mislim, da predvidevam, da je tu problem potem, da ti moraš negovati to teles, ne, ohranjati. Jaz sem slišal za lesene, da recimo ne smejo iti v to, kaj je... Pralni stroj, ne. Tako, ja, ker jih nacufaš, ne. Tako je. Pa poči lahko, ne. Tako. Ja, pa tudi lak imaš gor, včasih ni, ne, zaščitni lak, tako, ja. Ki lahko se poškoduje. Je odvisno je, s katerim živilom ti delaš. Zdaj za zelenjavo, sadje, to definitivno jaz imam rajši leseno desko, glih zaradi tega, mikrodelci plastike, načeloma ni fajn, ampak nobene škode ne povzročajo, ker so tako mali, da to se gre čez prebavni tok in ne ostane v telesu. Tako da to brez straha. Ampak še zmeraj raj prakticiram leseno desko, ker je pač naravni material. Kako pa čistiš? Kako se skrbi za... Leseno desko je fajn vse vedno na roke, tako, ne v pomivalni stroj. Pa na vsake tok čas je fajn, da s kakšnim oljem, ne vem, jaz uporabljam za to, da lepo premažeš z olivnim oljem ali pa kokosovo maščobo ali pa karkoli, da ohranjaš tisto te nitke pa te vlakna, gladka. Ampak na primer za surovo meso pa ne priporočam lesene deske. Ker se ipak med te vlakna, ta mesni delci, ki so mogoče sploh za perutnino, je to katastrofa, da se ujamejo, pa pol to ostane na deski, pa prenašaš iz deske nazaj na neko drugo živilo. Torej, za meso te plastične rajši. Tako, rajši. Ali pa lažje to umiješ, ne? Ja, sigurno. Pač manj rizika je, ne? Bolje... Dobro, super. Bom upošteval na sveteke. Ja, nemam plastične v študenti. Samo leseno imamo. Dobro, meso ne bomo jeli za en čas. Ne, se lahko, sem fajn, pa dobro prati. Ja, razumem. Hvala. Ne vem, nimam nobenega takega mita več. Ti imaš kakšen taki mit, ki ga recimo ne poznam niti? Mogoče ni tak mit. Sem pa doživela, da je ljudem težko neke kombinacije sprejeti, ne. Naprimer, zdaj sem spet na tisto tekmovanje na Braču v Beslamelj, ko sem šla na kategorijo za sladico, sem imela noter v sladici jagenjčkove kronjske oziroma jagenjček rebra.
meso. Sladice. V sladici. Ja. No in to, da ne moreš vse kombinirati, oziroma da meni so tudi neki tam, ko so prišli pa gledali, so me večkrat vprašali, kaj jaz delam. Vsega sladico. Pa so bili, če imaš meso tam, kako delaš sladico, ne? Tako da, če imaš majčken odprte te plašnice, pa jih gledaš malo večjo raven, pa gre vse lahko skupaj. Pa posod. En zanimiv fakt imam o njej. Oj. Ki je res zanimiv za kuharco. Da, katerega čuta nimaš ti. Kaj ne vohaš, zdaj rekla. Ja. Resno? Ja. Od korone dalje. Tako. To mi je bilo tako fascinantno, da kuharca je prikrajšana za to, pa še vseeno dela to. Ja. Kaj? Ampak kakej meri ne vonjaš? Nič. Nič ne vonjaš, ne. Nič. Ne. Če prtneš, ne voha. Tako. Ne, resno. Nič. Zdaj, če se na parfuma me ne boš zavohala. Če smrdim, me ne boš zavohala. To mi je bilo tudi zanimivo, kako na parfume, ne, veš. Ti se parfum, se sploh ne veš. Koliko si se, ne? Ja. A pa so resno, kako si kupiš parfum, ne? Jaz sem to moja najboljša prijateljica, ali pa mami, ali pa nekoga. Pač njo pošljem. Zanimivo, gre za s fantom na dejt, ti pa lepo dišiš. Ja, ona pa reče, vem. Ne, ona reče, ti pa lepo dišiš. A ja, ona njemu. A ja. Ja. Mislim, vse se da. Pač zato imam mogoče malo boljši okus. Mar si kakšno aromo zaznam, ko je drugi ne. Ampak pri okusi tudi ogromno igra tisto dobro to je vlogo, povezano. pomembno vlogo ima tudi von, ne? Ja, to je povezano, ampak koliko sem jaz okoli zdravnikov pa tako letala, so mi rekli, da mogoče ni problem v nosu, ampak je v centru zaznave vonja. Glede na to, da mi okus dela čisto normalno, mogoče boljš. Ti po moje čist drugače okušaš tisto, veš, gnilo ribo ali morskega pesa iz Islandije, ki smrdi. Ja. Fejst. Ti po moje drugače okuša, veš, ker tebi von se te zagabi, ne? Pa tudi preko že gre v usta, ti že nekaj si ustvariš, neko mišljenje, pa fuj, ne? Veš, ona pa dejansko mora, pa te okuša, ne? Veš, tisti morski pes, ki če mi Evropejci probamo, bruhamo, ne? Oni pa normalno tejo kot specialiteto. Ja. Jaz bi to probal. Pa z njo bi rad probal, da vidim, veš, jaz bi se to... Ona pa vse dobro, kaj? Mogoče. Vse ne veš, ja. Mislim, zna biti ful zanimivo, ja. To brez vonja pa to. Ker veliko da, sploh pri sami pripravi neke jedi. Zna von veliko. Samo veš, teba, če ti nešče reče, zdaj se je izdala, joj. Če bi nešče rekel, to te jed ni vredi, ker smrdi, teba ti neš mogla potrditi, dobro, lahko nekomu drugemu rečeš nekaj. Ja, se ponovadi po kuhinji letam za drugimi, pa daj povoji. Ja, ok. Ali pa za kakšne izdelke, ne vem, mleko, smetana, kaj taže, ko je odprto že, pa je fajn, da prej povohaš, da veš, če je ok ali ni, ne. To je ful takih stvari, ki se sploh ne zavedaš. Ja, veliko to potegne. Ampak zanimivo, ne? Ponovadi glih taki ljudje v določenih smerih uspejo, ki jim nekaj fali, ki bi bili tisti stvari, veš, res sem tisto top. Ja. Pa veš, pa želja tako veliko, da pol. Ja. To res, bravo, ne? Se zato pa pravim, ne, vse se da. Sam želeti možnost. Yes I can. Yes I can. Ja, lepo. Imaš kakve plane za prihodnost? Mogoče, vem, da si ti zdaj končuješ s faksom, pa se podajaš res v službo. Ja. Ne, diplomsko še mora napisati. Diplomsko še moram. Kaj da ne boš pozabila, ne? Diplomske, mislim. Ja, zdaj odvisno, v katero smer se daš. Zdaj lahko pišeš v čemerkoli. Jaz, na primer, sem imela diplomski projekt. Smo v pustnem tednu, skupaj z veliko ekipo za menoj, smo pekli krofe. To sem ja jo. Kanjene. Ja, to je bilo tako dobro. Škatlo je prinesla, pa rekla, Patrik, boš, pa sem bil tak, ne, sem tam, te pa mislim, da na mizi poslala, pa sem jaz nekaj šel te vas to vidim. Ja, prisežem, jaz mislim, da ali sem vse pojedel, ali pa vsaj vsakega sem probal, pa to je bilo tako dobro. To je bilo, pistacija mi je bila top, ne. Ja, 5 različnih okusov smo imeli. Je bila marelična marmelada, jurkina marmelada, ne, štajersko grozdje. Moraš, pa smo imeli pistacijo, lešnik pa vanilija. In ker je bil tak
k ljudem, to si vedno naredila analizo, ne? Ker je bil najboljši. Največ prodane, recimo. Največ prodane je bila klasika, marelična marmelada, to je še zmer krof. Procentualno koliko? Kako je bilo razmerje? Joj. Tak, lestvica. Rekla bi, ne vem, 30% je bilo mareličnih. Ostalo se pa bolj nekako. Veliko je bilo tudi lešnika. Kjer je bil tebi najboljši? Lešnik. Lešnik? Ja. Vsi so bili dobri, res, to je bilo tako dobro. Ja, daj, zdaj mi lušča delaš. Ja, daj, pust uhne doleč je. Pa to, letos ste to imeli? To je bilo letos. Ne, letos, če bo, mislim, ja, bojo imeli, jaz ne? Celo škatlo kupil. Presežem. Ja, smo jih pa v tistem tednu prodali 13 000. Pa to vem, da delala ko fukena. Alo. Pardon. Mislim, prišla večer, pač utrujena, da cel teden delala. Ja, to sem se zjutraj, naprimer, jaz sem se tukaj prej vstajala, ker sem bila na testu. Testo rabi svoj čas, da shaja, pa dejansko traja, to je proces, ne. Pa to je velika količina testa. Pa velika količina, to sem imela, delala sem iz 9 kg moke za eno maso, ne. To je prišlo nekje od 100 do 120 krofov iz ene mase, ne. In sem se vstajala 5 do 3 zjutraj, da sem bila malo čez 3 v šoli, da sem imela ob 8 že... Zjutraj. Wow. Da sem imela zjutraj ob 8 že, ne vem, 500 krofov pečenih, da je lahko šlo v stojnico. Jaz sem največ delal pica testo napolitana, kaj je bilo, 6 kg mislim, da sem največ, kaj sem do zdaj delal, pa sem poleg sem švico. Ja. Jaz sem se mami mama, hoj sem, sleči mi dol majico, kaj sem veš, cela roka imaš. Ja. Ti pa moraš tako nesti. Jaz veš dol, da mi kopnilo, vim, kako da mi kopnilo na testo, ne vem tega, ne. Ja. Tako mi je bilo vroče, pa poleti. Zdaj pa še pri krofih je ful pomembno. To pravi fitness. Ja, to sigurno. To se bo hecno slišalo, ampak krofi, testo se lahko ful hitro prehladi. Kar pomeni, da ko pride nek mrzel veter ali pa neki mrzel zrak, je konc. Kvas neha delati, pa tudi niso taki lepi okrogli puhasti, ne. Mi smo imeli v tistem tednu skozi noter tak 36-37 stopinj. To je bilo vroče. Predstavljaj si pol delati. Pa še delaš, ne? Pa delaš. Ti še delaš. V čem ste to delali? V kuhinji, v šolski kuhinji. V šolski kuhinji. Kaj pa tistim, ki so food trucki, ha? Ja. Kak je tam vroče notri? Pa kakega pečica, ne? Pa veš 4 ljudje mogoče. Ni prezračevanja. Ja. Tisti so bogi. Veš, kaj imam eno vprašanje? Povej. Oziroma dilemo. Imam recimo kuhar, poleg hrane ne sme biti nikoli lačen, to pomeni, on mora za sebe poskrbeti, da je pravi kuhar, ali pa kuhar mora imeti tako samo kontrolo, da tudi ko dela hrano, da lahko se zdrži pa lačen, pa ne je. Kaj bi rekla neka smernica? To me noben ne razume. Jaz, ko sem na šihtu, ponavadi ne jem. Že zaradi tega, ker ti gledaš tisto hrano vsak dan in ti ne pride na pamet, da bi pol to jedel. Moraš probati, to sigurno, ko delaš kako rižoto, omako, karkoli, moraš probati, da tudi veš, če treba kaj začiniti, če kaj manjka. Ampak načeloma lačen nisi nikoli v kuhinji. Če pa si je, pa to je problem oziroma ne. Moraš pa imeti samo kontrolo, ne? Tako. Ker jaz, ko kuham, pač pajsnem. Res se probam res kontrolirati. Res? Jaz še moram zdaj se enega mita spuno, ne. No, oziroma ne, če je mit, to špukanje v hrano. Jaz ne vem, kje je to prišlo ven. Kdo to dela? Ne se zdaj skrivate. Ne, kdo to dela? Hrakelj. Ne vem, to govorijo, ne, da či si nesramen, pa to gost, da dobiš kakšen pljunek lahko, ne. Ne. Mislim, zdaj govorim iz naše restauracije, ne. Ne, pa lahko, ne vem, si lahko pes do natakarja. Se to vre. Ker tako lahko, mislim, tako najbolj ne, da ponižaš gosta, ampak tako mu pokažeš, da ti ni prišel do živega, s tem, da si bolj prijazen, kakor si zasluži. Ja, moraš mu pokazati, ne, kaj je prav dejansko. Tako.
Ni tekmovanje. Ne. Je dobro. Še kaki mit? Ja. Kuhinjski noži so sveta stvar, vaša. To pa vem. Ne. Pa to, kako si to skrbi za toga? Vsak dan mažeš, tako pa božaš. Mislim, ne rabiš, če znaš z njimi, ne rabiš vsak dan brusiti, pa tako. Ampak morajo pa se mazati, ne? Totih kitajskih, ali japonskih nožev. Ne smeš dati pomivalni stroj. Noben nož ne sme pomivalni stroj. Noben, okej. To je... Povej, kakega imaš ti, mislim, sem ga držal v roke. To je res. Ker izgubi to mast, ne, s katero je on namazan. Tako je, zdaj spet odvisno, kakšne vrste noža imaš, imaš tudi različne oblike pa to. Pa tudi cenovni rang je ful lahko. Zdaj, fajn je, če se dejansko s tem ukvarjaš, je fajn, da imaš neki nožev malo višjega cenovnega ranga, ampak ta nož ti kupiš, pa ga imaš. Ni zdaj to, da boš na par let kupoval, ne. Zdaj, imam nož japonski oblike bunka, ki sem dala 480 za njega, ne. Ja, drobiš. Ampak to ga bom imela. Drobiš. Cool. Ampak to bom imela. To zdaj, veš, kupiš, pa ga imaš, tako ko rečem. To ni na par let. To zdaj bo, do penzije bo z menoj. Imam še en jaz vprašanje. Nenaostren nož je bolj navaren kot pa oster nož. Definitivno. Jaz se z ostrim nožem še nisem urezala. Ja, ker drsi notri, ne, tisto, kaj režeš. Ker veš, kam bo šel. Ker veš, da ko boš zarezal, bo točno tako, ko si ga ti usmeril. Ker ko pa ni, pa ne vem, pa moraš malo pritisniti, pa malo drugače primeš živilo, pa ti lahko hitrej zrsne. Te pa vreže, ko ne treba, ne? Ja, to sem jaz en test naredil. En taki maličko katano sem imel, ne, ko sem še kickbox treniral, pa mi je tata kupil. In jaz bi rad s tem rezal veje, pa to, ne, pač mali sem bil. Pa rečem, ati, pa mami, gled, ni nič oster, ne, te pa, ati mama reče, no pokaži, da ni oster, te pa strem, pa se vreže, ne. Itak, ja. Ten se vreže, te si, pa je oster, te pa se ga več nesem dotaknil do tega noža. Je pa res, da če imaš ful oster nož, da urezati se ne moreš. Ni šans. Lahko odrežeš. Tako. Urezati ne moreš. Ja, če pa igraš. Tako moraš imeti vsano let neke bližine, ne. Ja. Da če si odrežeš, da daš hitro. Ja, prva pomoč je pri nas na vsakem konci, ja. To mora biti poskrbljeno. To sigurno. Kao prezračevanje? Ja, malo gremo take vode. Je to tudi važno fest, ne. Je vroče v kuhinji vaši? Ja. Poleti ful. Saj, to se segreje. Poleti, veš, pa skozi pečica, skozi laufa moraš imeti skozi pržgano, pa perajti na neki določeni temperaturi. Pa šporhet, oziroma plini skozi delajo, žar skozi dela, to se na hitro se greje, sploh če ni velika kuhna, ne. Tako da je kar. Je kar hard. Ja. Koliko smo? Reči, koliko časa? Ne vem, meni je šlo ful hitro, to zanimam. 1 ura. Ura pa pol, ja. Ja, vse smo, pregli smo se gotovili, da hitro mine. Ja. Anja, hvala lepa, da si prišla. Z veseljem. Meni je bilo vrede, pa mislim, da smo se tukaj novega naučili. Upam. Mite smo obdelali. Tako. Meni je fajn, ker vedno nekaj koristnega, tega veš, ker ljudje več ne bodo v dilemi, da sliši od strokovnjaka, ne. Ja. Po diplomi si strokovnjak, ne, več ne mreš. Ja, načeloma, ja. Želim ti uspešno kariero naprej. Hvala. Pa kar drži se tu tega tatuja. Pa pogumno, pa upam, da se še kaj vidimo. Tudi jaz. Enkrat lahko prišla. Zagotovo, pa čez 10 let, ne, kako tvojo tisto, no waste. Izkušnja po Masterchef. Če Masterchef je lahko votaš, kdo je tvoj najljubši? Ne. Ni glas ljudstva. Ja, tam sodnik. Kaj tebi pač mijo, ne za tebe. Te je imela že 2. Anja, vse dobro. Hvala. Najlepša hvala. Hvala vama. Čau.